namen projekta je podpreti žlahtnitelje in semenarje za ekološko kmetijstvo. In zbrali smo si 4 poljščine, krompir, pšenico, ado in sojo, na katerih delamo in kjer bomo skušali pridobiti nove sorte, nove modele pridelovanja semena in predvsem, kar je pa najbolj pomembno, kar mi vidimo v tem projektu, je, da skušamo pridobiti kmete in neposredne uporabnike, da bojo skupaj z nami ustvarili nove sorte, da nam bojo pač z njihovo pomočjo, da bomo prišli lažje do količin ekološkega semena, ki se bojo potem lahko uporabljali v ekološkem kmetijstvu. Kot sami veste, je zdaj še zelo veliko derogacij, zelo veliko semena, ki ni ekološko pridelano in se potem uporablja v ekološkem kmetijstvu. Naš cilj pa je 100% uporaba ekološkega semena, ekoloških sort v ekološkem kmetijstvu. O ekobridu lahko preberete kar dosti pač na naši spletni strani. Meni se zdi, da je tudi na vseh teh, bi rekel, v anketi in v vabilu je tudi naslov naše spletne strani, tako da tam lahko na hitro si dobite vpogled pač v delovanje projekta. Drugače pa imamo tudi na Twitterju in na Facebooku kar nekaj novic, kaj se dogaja na projektu. Pri semenski proizvodnji je to, da krompir se uničuje v fazi najbolj bujne rasti. V preteklosti smo imeli na druge sorte, tudi v semenski proizvodnji smo krompir uničevali s plinom. Termično smo uničevali cimo in je cima propadla. Pri kokriji nima tako bujne cime, cimo samo zmulčimo in cima propade. Letos smo samo enkrat mulčili, lanskrat pa mislim, da ker je bil bolj tak let, pa da smo 2-krat mulčili, pa je cima propadla. Jedilni krompir pa tako ni problem uničiti, ker ga uničujete v polni fiziološki zelosti. Na ostalih površinah pridelujemo žita, koruzo za zrne. Zdaj, kar se tiče prodajnih poti, prodaje imamo večinoma na domu in pa v javnih zavodih. Po trgovinah ne razvažamo svojih izdelkov. Sam seme je problem. Če se v Sloveniji pa nas se zelo, ali smo samooskrbni ali nismo, ali rabimo površine pa to za samooskrbnost. Ampak, če vam povem, mi niti semena nimamo za samooskrbnost. Mi za koruz, naprimer za polento, je semenarska hiša prijavljena, je v Sloveniji prisotna semenarska hiša, od katere kupujemo seme koruze za zrne, vendar tega semena ne pripelje v Slovenijo. Mi moramo iti v Avstrijo po seme, ker je rezerviran za avstrijski trg. In teh zgodb imate veliko, naprimer pripelje se, pač tržni viški semena se pripeljejo v Slovenijo. Letos smo mi imeli veliko težavo, ker je bila meja zaprta in nam je en ekološki kmet pripeljal do Jezerskega in smo tisto koruzo dajali čez ograjo. Ampak to so take zgodbe, ki jih konvencionalni kmeti ne poznajo. Je pa pomembno, če vam še to povem pri koruzi, mi ne moramo vsako leto menjati sorte koruze, ker ne vemo, kako nam bo zrasla, ker nam ustreza ena sorta in tista sorta raste. Isto pri polenti. Ta sorta mora biti sočna, mora biti okusna in te stvari. Ne moreš ti vsako leto ali pa kar ti trgovec ponudi tisto seme posejati. Mislim, da imamo mi težave s semeni, večje kot pa s površinami. Ampak tega se mi ne zavedamo. Mislim, da imamo edini razvoj semenarstva je pri krompirju v Sloveniji. Na dnevu ekološkega krompirja danes tu pri Kranju se nahajamo na polju kmetije Kozina, kjer prikazujemo 9 sort iz projekta Ekobrid, ki so se že v prvem letu pokazale kot dosti uspešne. Namen tega je seveda, da sorte, ki jih najprej preizkušamo, bistveno večje število sort, ki jih preizkušamo na Kmetijskem inštitutu v okviru projekta, sedaj potem preizkusimo tudi v praksi pri samih pridelovalcih. Seveda, če želimo doseči čim večji učinek, ni zadosti, da sorte samo pridelujemo, to želimo tudi pokazati ostalim, tako da danes se bomo to zbrali v
malo večjem številu in pogledali, v bistvu, katera sorta bi lahko bila najprimernejša za slovenske, sorta krompirja bila najprimernejša za slovenske kmete. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo uspeli 2 leti nazaj pridobiti evropski projekt z področja ekološkega kmetijstva pod imenom Ekobrit. Kmetijski inštitut je vodilni partner, skupaj pa sodeluje 25 partnerskih inštitucij iz različnih evropskih držav, Kitajske in Združenih držav Amerike. Zdaj, glavni namen projekta so raziskave na področju žlahtnjenja ekoloških sort kmetijskih rastlin, spodbujanja semenarstva in uvajanja novih tehnologij na področju ekološkega kmetovanja. Sam projekt obsega 4 vrste, to se pravi krompir, pšenico, ajdo in pa sojo. Danes smo sicer na dnevu krompirja, ekološkega krompirja v okviru projekta Ekobrit. Pri krompirju, je v Sloveniji že tako dosti dobro razvit program žlahtnjenja krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije in ravno projekt Ekobrit nam je dal možnost, da to delo še nadgradimo, in sicer na ta način, da bomo v okviru projekta Ekobrit pričeli z žlahtnjenjem krompirja posebej namenjeno za ekološko kmetijstvo. Če smo do sedaj veliko pozornosti polagali odpornosti proti različnim boleznim in škodljivcem, posebej krompirjevi plesni, se pravi sorte, ki smo jih dobili, marsikatera je odporna na krompirjevo plesen, recimo ena od njih je naša sorta Kiskokra, pri kateri tudi pridelujemo ekološko seme, ki je na voljo vsem pridelovalcem v Sloveniji, pa vendarle te sorte so bile požlahtnjene v nekje konvencionalnem sistemu žlahtnjenja. Z projektom Ekobrit gremo, kot sem rekel, na nov nivo, to se pravi, bomo namensko odbero sort za ekološko kmetijstvo vršili pravzaprav na površinah, ki so ekološke. To se pravi, osnovo imamo pravo, odpornost proti boleznim, predvsem proti krompirjevi plesni. Pri tem bomo seveda pogledali pa še predvsem druge lastnosti, ki so za ekološko kmetijstvo pomembne, to se pravi pokrovnost, tekmovanje s pleveli, pridelek v tem ekološkem načinu kmetovanja, in na ta način bomo vzgojili sorte, tiste prave ekološke sorte, namenjene resnično samo ekološkemu kmetijstvu. To je tudi osnovna razlika, če smo sedaj v večini v ekološkem kmetijstvu uporabljali konvencionalne vzgojene sorte, ki so zaradi svojih lastnosti bile tudi primerne za ekološko kmetovanje. V prihodnosti, ko bo ta program polno zaživel in pričel dajati prve ekološke sorte krompirja, tudi slovenske, bojo pa te sorte dejansko vzgojene in požlahtnjene z namenom pridelave v ekološkem načinu kmetovanja.